Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila trening za noge in sicer po sistemu Tabata. Kaj torej je Tabata? Tabata je sistem, ki uporablja kratek intenzivno intervalni režim in omogoča, da le v nekaj minutah napravite težek trening. Kako poteka trening Tabate? Torej, trening Tabate združuje 20-sekundni delovni interval, ta čas delate na polno, na kar sledi 10-sekundna pauza. In vse to skupaj ponovite 8-krat in to je 4 minute. Sliši se kratko, ampak verjemite mi, intenzivno. Torej, kaj danes potrebuješ pri treningu? Pri treningu potrebuješ le malček več prostora, par uteži po želji in seveda podlago. Preden pa da se pomaknemo na trening, pa podari video like in če si nov, se subscribe na moj kanal in ne zamudi bodočih vsebin. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Naša Tabata bo danes vsebovala 4 sklope, to pomeni 8 vaj za vsaki sklop, pa se lahko kar pripravimo za prvo vajo počep. Uteži položimo na ramena in začnemo počepati. Stopala postavite v širini ramen, pete držite trdno na tleh in jim med vajo ne dovolite, da se dvigujejo. Stisnite trebušne mišice, hrbtenica naj ves čas ostaja v nevtralnem položaju. Le odložite uteži in se pripravite za vajo počep s poskokom. Držite prsi odprta in trebušne mišice napete. Pokrčite kolena in potisnite boke nazaj, roke iztegnite naravnost pred seboj v višini ramen. Vso težo potisnite na pete in skočite čim višje od tal in zamahnite z rokami za seboj. Ko končate, si lahko ponovno pripravite uteži na ramena. Počep z utežmi na ramenih je odlična vaja, ki gradi na kvadricepsih in ritnih mišicah, gluteus maximus. Odložite uteži in se kar pripravite za počep s poskokom. Pristanite mehko in se takoj pripravite za novo ponovitev. Ponovno si lahko pripravite uteži na ramena. Potisnite rit nazaj, pokrčite kolena, ko začnete spuščati telo. Ne spuščajte hrbta naprej pri spustu ali ko se vrnete v začetni položaj. Pri dvigu nazaj v začetni položaj naj svoje delo opravijo noge. Le odložite uteži in se pripravite za vajo počep s poskokom. Vdihnite, ko boke nežno potisnete nazaj in spustite v počep, s ciljem, da stegna ostanejo nekoliko višja od kolen. Izdihnite, ko se eksplozivno odrinete v zrak. Ponovno si lahko pripravite uteži na ramena. Ta vaja zahteva, da držite uteži na ramenih in nato nadaljujete s standardno izvedbo počepa. Ta počep lahko izvajate za moč ali pa ga vključite v krožni trening. Odložite uteži in se kar pripravite za počep s skokom. Ne samo, da boste s skokom popestrili trening, pomaga pri gradnji eksplozivne moči, hkrati pa poveča tudi kardiovaskularno vzdržljivost.
Sedaj ste opravili prvi sklop in se lotimo kar drugega. Pograbite uteži in se pripravite kar za vajo izpadni korak naprej. Vajo pričnite s korakom naprej, pri tem pa držite roke ob telesu. Ko stopite naprej z levo nogo, spustite telo naprej, vse dokler obe koleni ne tvorita kota 90 stopinj. Pri dvigu vso težo pritisnite na levo peto in se dvignite nazaj v začetni položaj. V tem sklopu boste izvajali samo izpadni korak naprej, le da boste izmenjavali 4-krat levo nogo in 4-krat desno nogo. Seveda se zdi, da je izpadni korak naprej dokaj preprosta vaja. Dobesedno samo postavite eno nogo pred drugo. V resnici pa gre za sestavljeno gibanje, ki zahteva delovanje ogromno mišic. Poleg tega bo obvladovanje tega gibanja z eno nogo izboljšalo vašo ravnotežje in splošno prožnost kolka. Zaradi tega so izpadni koraki naprej osnovna vaja za spodnji del telesa in je odlična za začetnike in napredne telovadce. Vajo lahko uporabite za krepitev moči in mišic z utežmi ali brez. Pri vaji izpadni korak naprej. V resnici pa gre za sestavljeno gibanje, ki zahteva delovanje ogromno mišic, da boste lahko ohranili ravnotežje in delali eno stran telesa ločeno od druge. Vajo lahko uporabite za krepitev moči in mišic z utežmi ali brez. Ne glede na to, katero različico izberete, je pomembno, da izvajate pravilno. Za nami je že polovica vaj in se lotimo kar tretjega sklopa. Pograbite utež in se kar pripravite za goblet počep. Noge postavite v širini ramen in utež postavite navpično pred prsa. Prsni koš držite odprt in trebušne mišice napete. Potisnite boke nazaj in pokrčite kolena in se spustite čim nižje. Odložite utež in se kar pripravite za vojaški poskok. Vajo začnemo v stoječem položaju z nogami v širini ramen. Roke naj počivajo ob telesu. Spustite telo v nizek položaj za počep, roke položite na tla, nato skočite z nogami nazaj v položaj deske. Gibanje nato obrnite in se vrnite v začetni položaj počepa in se kot fedra odrinite naravnost v zrak. In nazaj v počep in to ponavljate tako dolgo, dokler ne poteče čas.
Po vojaških poskokih ponovno pograbite utež in se pripravite za goblet počep. Goblet počepi so odlična vaja za moč in stabilizacijo jedra. Pri dvigu nazaj vso težo usmerite skozi pete in ne na hrbtenico. Odložite utež in se kar pripravite za vojaški poskok. Burpeji veljajo kot vaja za moč in vzdržljivost, kar pomeni, da povečajo srčni utrip, hkrati pa tudi gradijo mišice. Zelo dobro vam gre, pa se kar pripravite za goblet počep. Utež držite navpično, da se zapestja dotikajo palice, roke pa pokrivajo zgornji del uteži. Roke držite blizu prsnega koša in komolce usmerjene navzdol. Potisnite boke nazaj, pokrčite kolena in spustite telo navzdol. Sledi burpee. Pazite, da pristanete mehko in se brez težav pomaknete navzdol v naslednji burpee. Ponovno pograbite utež in se pripravite za goblet počep. Prsni koš držite odprt in trebušne mišice napete. Potisnite boke nazaj in pokrčite kolena in se spustite čim nižje. Pri dvigu nazaj vso težo usmerite skozi pete in ne na hrbtenico. Odložite utež in se pripravite za zadnjega burpeja. Burpeji veljajo kot vaja za moč in vzdržljivost, kar pomeni, da povečajo srčni utrip, hkrati pa poveča tudi kardiovaskularno vzdržljivost. Pred nami je še zadnji četrti sklop, pa se lahko kar pripraviš za vajo zaporniški počep z križanjem nog. Noge ponovno postavi v širini ramen in roke položi za glavo. Pri tej vaji spustite telo v počep in se eksplozivno odrinite v zrak, pri tem pa napravite križanje nog in se vrnite nazaj v počep. Po pavzi se lahko kar pripravi za naslednjo vajo in sicer set ob steni. Ta izometrična vaja gradi na moči in sicer v mirovanju, kar pomeni, da deluje v statičnem položaju. Ni se vam treba premikati, le držati morate to napetost. Ponovno se pripravite za vajo zaporniški počep z križanjem nog. Pri tej vaji morajo biti trebušne mišice ves čas napete. Bodite tudi pozorni, da križanje nog ne izvajate vedno z eno in isto nogo. Ponovno se pripravite za set ob steni ali wall sit. Klonite se na steno, noge naj bodo oddaljene toliko, da boste s pokrčenimi koleni tvorili kot 90 stopinj. Za več intenzivnosti si lahko na noge položite tudi utež.
Ponovno se pripravite za vajo zaporniški počep z križanjem nog. Spustite telo v počep in se eksplozivno odrinite v zrak, pri tem pa napravite križanje nog in se vrnite nazaj v počep. Ponovno se pripravite za vajo wall sit. Do konca nas loči samo še malenkost, dajmo stisniti še zadnje moči. Noge ponovno postavi v širini ramen in roke položi za glavo. Križanje nog izvajajte izmenično. Sledi še zadnja vaja svet ob steni. In s tem je tudi naša tabata potem zaključena. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi tabate. Vkolikor bi si želeli videti še več takšnih treningov, dajte mi pisati spodaj v komentarje. In ne pozabite video podariti like in se subscribati na moj kanal. In to je to. In hvala za vaš ogled. In se vidimo naslednjič. In vesele praznike. Čau!